Tako, drugi del videa, trajalo je od oka 10 minut recimo. Ambient v gozdu in sama energija je mnogo boljša. Tukaj se vidi koliko odpadkov. Vidi se pa tudi, kako hitro je možno biti zelo učinkovit. In kot sem že prej dejal, ne rabijo biti občinske akcije, ne rabijo biti politične akcije, ne rabi biti neka lažna dobrodelnost in ekologija. Vsak lahko prispeva k temu, da se planet razbremeni in sodeč oziroma v skladu s tistim pregovorom tudi, če želiš udejaniti neko spremembo, začni pri sebi. Seveda bi se v nekem globalnem oziru lahko zdelo smešno. Ja, ta si misli, da če pobiral smeti, da bo rešil svet. Ne gre za to. Gre za to, da bi se svet rešil, ko bi vsak imel miselnost, da mu 10 minut na dan v naravi povrne zdravje, iz zdravja sledi sreča, blagostanje in potem bi planet rešila množica, kajti planet tudi ni prebivališče enega samega človeka, zato ga en sam človek ne more rešiti. Je pa zelo zaželeno, da bi šlo za domino efekt, en prične, nadaljujejo ostali. Slabo v tem kontekstu je naslednje. Lani, ko je bila tista akcija Ice Bucket Challenge, sem jaz pričel. Imejmo Eco Trip Challenge in naj vsak sam sebe posname, ko pobere in vsaj eno smet da v koš in naj da to na internet in naj nominira toliko in toliko ljudi, da morajo storiti podobno ali enako. In seveda ni bilo enega samega odziva. Bilo je ogromno odzivov, ko se je bilo treba polivati z ledeno vodo in pokati grimase in se amerikanizirati. Ko pa je bila ena taka akcija, čisto enostavno sem testiral, ali bo sploh kdo se odzval. Odzval se ni en, slehernega odziva ni bilo. In je se za zamisliti, kot rečeno, en človek sam ne more rešiti sveta. Bi pa bili gozdovi, narava, voda, zrak in vse mnogo bolj čisto, ko bi dejansko vsak pri sebi storil tistih, pa niti ni 10 minut vsak dan, 10 minut na teden zadostuje. In potem naredimo neko vzporednico, koliko minut na teden se investira v ameriške bizarne televizijske nanizanke, v stupidiranje, v poneumljanje, koliko minut se investira v drkanje za računalnik, pri gledanju porničev in podobno. In hec na vsem pa je, oziroma magičnost vsega, da tudi vso to početje, od komedij pa ne nazadnje do gledanja porničev, je mnogo bolj prijetno, ko si človek očisti, rečemo temu sedaj takole, malce ezoterično svojo energetsko polje s tem, da očisti naravo in okolje, v katerem biva. In to je, kot rečeno, ključ do vsega. Vsak bi investiral samo nekaj minut tedensko in bi živeli v mnogo bolj čistem okolju. In čistost okolja je potem čistost misli, čistost dejanj, kar privede do blaginje. Zato ne bom odstopil od svojega pozivanja. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip, ki narekuje uničevanje sveta, s koristnim naravnim ekotripom, ki narekuje ohranjanje, negovanje in zdrav razvoj sveta. Življenje je lepo, ljubimo ga, temelj za življenje je pa narava, temelj za zdravo življenje je pa čista narava. In naj se zgodi ta globalni ekotrip, naj se zgodi takoj. Amen.